V Jakopičevi galeriji v Ljubljani je do konca januarja na ogled pregledna razstava slovenskega fotografa srednje generacije Bojana Radoviča z naslovom Replika, ki izpostavlja najpomembnejša ustvarjalna snovanja, ki so izrazito zaznamovala avtorjevo pot. Vedno dopuščajo novo preizpraševanje materialnih, tehnoloških, formalnih in teoretskih postulatov fotografije. Prve korake smo naredili, oziroma sem naredil že v osnovni šoli, in sicer mentorica Pelko, ki je bila na osnovni šoli Katja Ropena, je imela odličen fotokrožek. Potem se je ta pot nadaljevala preko fotokluba Novo mesto in kasneje preko ostalih inštitucij, ki smo jih sami tudi ustanavljali med tem. Vmes je v Angliji študiral fotografijo. Po tem obdobju seveda sem se vrnil in delal kot freelancer, tudi nekaj ostalih služb sem imel. Seveda sem se pa vedno ukvarjal s fotografijo, tako s samim ustvarjanjem, istočasno pa tudi z organizacijo razstav. Bila je fotogalerija Pri slonu v gosteh, kjer sem sodeloval skupaj s Sašo Fujsom in Jovetom Grabovškom, potem fotogalerija Novo mesto, kasneje po letu 2000 Hiša fotografije. Galerija Jakopič je znana po pripravi večjih, preglednih razstav znanih slovenskih avtorjev. Bojan Radovič zagotovo velja za enega pomembnih predstavnikov te naše srednje generacije slovenskih fotografov. Z dolgo kariero, lahko rečem, skoraj 40 let ustvarja že na področju fotografije. Zelo pogosto se predstavlja drugje po Sloveniji, seveda znanje na Dolenjskem, v Novem mestu, dejaven tako kot fotograf, kot galerist, kot seveda tudi specialist, bom rekla, za izdelave umetniških fotografij. Veliko je razstavljal tudi v tujini, veliko je bil na umetniških rezidencah, študiral in delal v tujini. V Ljubljani pa pravzaprav nikoli ni imel neke večje pregledne razstave. Imel sem zelo veliko srečo, da je galerija Jakopič bila zainteresirana za to razstavo. Sodelovanje je bilo odlično, to se pravi, moram se zahvaliti tudi kustosici, kuratorki, ki je sodelovala pri tem projektu, Mariji Skočer, tudi v končni fazi za neke vzpodbude, ki so bile rezultirane tudi v enem delu te razstave. Razstava predstavlja prerez njegove kariere. Torej neke vrste srednje karierno razstavo, ji pravimo, ki nosi naslov Replika, kar seveda konceptualno združuje vse serije, ki so na njej predstavljene in ki so bile izbrane kot neke temeljne, nosilne umetniške geste ali pa torej umetniška dela njegove dosedanje kariere. Na tej razstavi Replika je neke vrste pregled mojega ustvarjanja v zadnjih 15 letih, to se pravi izbor določenih projektov, ki jih povezuje tudi glavni naslov Replika. Torej na koncu je uspelo tukaj noter spraviti 18 projektov. Določeni ti projekti se vlečejo skozi daljša obdobja, določeni projekti so narejeni kot enkratni projekti, predvsem so to projekti, en del projektov, ki so vezani na Japonsko, ker sem imel srečo, da sem bil tja povabljen kot umetnik in sem en mesec ustvarjal v prefekturi Tojama. Kar je Radoviča tudi precej zaznamovalo. Imel sem srečo, da sem bil leta 2012 povabljen tja, da ustvarjam v prefekturi Tojama. Gre za nek dolgoletni projekt, ki poteka na Japonskem v organizaciji EU Japan Fest zavoda, ki deluje v povezavi z Evropskimi prestolnicami kulture. Leta 2012 je bila Evropska prestolnica kulture v Sloveniji. Imel sem srečo, da je kustosinja, ki vodi ta projekt na Japonskem, Mikiko Kikuta, da je našla v mojih delih nek interes in da sem bil potem na koncu izbran. To je bil moj prvi obisk Azije in Japonske in seveda sem poskušal pridobiti neke informacije, kako bi lahko kaj naredil, ker tudi del tega projekta je tudi knjiga. Knjiga je pa precej odgovorna naloga, kar ostane. Tako da določen psihičen pritisk je tudi bil v tem smislu. Radovič pravi, da dandanes tudi brez predhodnega znanja ni težko narediti dobre fotografije.
oprema je taka, da ti to omogoča. Kar še seveda povečuje nalogo umetnika, da spravi vse te zadeve v nek kontekst in naredi dober, tako imenovan editing, dober izbor, ki potem tudi prezentira neko idejo, neko sporočilo. To je tudi glavni nekako cilj. Moj odnos do same fotografije je v tem smislu raziskovanje medija kot takega in iskanje določenih načinov tega izraza. Skozi ta medij, seveda. Ne motijo ga najrazličnejše intervencije v fotografije, niti pri samem nastanku, niti kasnejši obdelavi. Tudi na tej razstavi je nekaj takih zadev, ki so morda nove, ki so se tudi zdaj razvile v pripravi te razstave. Recimo ravno te fotografije tukaj za mano so fotografije, ki niso nastale sploh s fotoaparatom, so tako imenovani skenogrami, kot neke vrste fotogrami, ki so črno-beli, ki so delani direktno na steklo, to se pravi, ni papirja sploh zadaj, ne. Ravno tako so potem uporabljeni materiali, ki so nekoliko nekonvencionalni, kot je pavs papir pri portretih teh Japonk, kot je print fotografije na časopisni papir, ki je potem nakaširan na tiskarsko platno, slikarsko platno, potem so fotokopije, običajne fotokopije, potem so intervencije dodatnih elementov, ki so na steklo. Tako da je v bistvu na koncu razstave je projekt, ki je vezan na prav strp postopek izdelave fotografije, ki je bil osnova za razvoj fotografije v smislu razmnoževanja, torej negativ, pozitiv. Radović še dodaja, da je pravzaprav vsaka fotografija replika, ker je bila ob nastanku odvzeta iz nekega okolja ali prostora.